Lepo pozdravljeni iz naše volilne kavarne. Kot vsako jutro se vam oglašamo iz Miklošičeve ulice 34. Vljudno vabljeni, da se nam pridružite. Tukaj vas čaka naš robot Viktor, prijazno osebje pa naš kandidat za poslanca. Ponovno, a ne, gospod Janez Žakelj, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Živjo. Vi ste izjemno zanimiva oseba, poznam vas že leta. Poleg tega, da ste zelo bil pomemben člen lokalne oblasti v Žireh, bomo rekli, a ne? Ste tudi poslanec, zdaj prvi mandat bil, oddelal in upate, da boste lahko nadaljevali to politično pot v državnem zboru. Mene zanima, kako bi opisali najpomembnejše dosežke v času, ko ste volili občino? Jaz sem večkrat govoril, da se meni zdi najbolj pomembno, da sem brez koalicije, se pravi v soglasju z večino naredil kar nekaj projektov. En tak, na katerega sem zelo ponosen, je dom za starejše, ki so ga si želeli vsaj 35 let, drug tak velik projekt, največji do zdaj 8-milijonski projekt je športna dvorana, pa nadzidava šole in vrtca. Začel sem pa z novo čistilno napravo, je bilo tudi kar velik projekt. Predvsem pa se mi zdi pomembno, da župan povezuje, ne razdružuje, ne išče tisto, kar nas druži in potem skozi to dela in jaz upam, da mi je to uspelo. Vas občani pogrešajo, jih srečate seveda, zdaj, ko delate kampanjo, kaj pravijo? No, nimajo kakšnih hudih zamer, je pa tako, dlje ko si župan, več ljudem se pa tudi zameriš, ker je treba včasih se odločiti, kaj je bolj pomembno in seveda nekoga pustiš zadaj. Načeloma pa imam zelo lepe odnose tudi danes in lahko rečem, da brez problema s pokončno glavo grem do vsakega in se z vsemi tudi lepo pogovarjam. Kako pa poteka vaša volilna kampanja v Žireh? Kakšne v bistvu aktivnosti tam pripravljate, kje vas ljudje srečajo, delite verjetno tudi promocijski material, vaše plakate sem videla, no, tako da stvar laufa, povejte še kaj iz terena, izkušnje. Ja, ravno zvečer sem se s svojo ekipo usedel in so rekli, zdaj pa tega dovolj, nič več, ker če bo šlo čez rob, bojo ljudje rekli, tega imamo pa dosti. Tako da v Žireh ni problem, kandidiram pa tudi ker je to Škofja Loka 2, so še Železniki in Gorenja vas Poljane. Ko ste omenili plakate, teh je po obeh dolinah, poljanski župnik mi je rekel, na vsakem vogalu me gledate zdaj. Tako da sem mu rekel, da to Nemci pravijo v teoriji, da ko je že zelo preveč, potem je ravno prav. Tako da zdaj jaz mislim, da to mejo sem dosegel, imam pa dobro, grem še k drugim kandidatom, danes v Litijo, potem v soboto sem v Zagorju, v nedeljo grem v Sevco in pač v Železnike, se bomo dobili po maši z simpatizerji, sicer pa ni, mislim, da bi prav zelo, če me do zdaj ljudje niso spoznali, potem je boljše, da če si želijo dobrega kandidata, me bojo obkrožili, če sem malo samozavesten, sicer pa bodo obkrožili Svobodo, ki je to državo pripeljala precej v slabo stanje. Zdaj, prvič so ljudje tudi priča temu povezovanju, ne, kar 3 stranke smo skupaj na eni listi. Kakšni so pa odzivi na to v teh vaših krajih, kjer kandidirate? Ja, zelo pozitivni odzivi, tudi jaz se zelo dobro počutim, zato ker sem človek kompromisa in se mi zdi, da tako SLS kot tudi Fokus Marka Lotriča sta recimo v Železnikih, v Gorenji vasi, pa tudi v Žireh dokaj prepoznavna in je to nek dodatek, ne. Po drugi strani pa je zelo rad poudarim, da poleg tega, da govorimo, nekateri samo govorijo o sodelovanju in z nikomur ne bi šli, mi pa smo naredili 2 koraka nazaj, da lahko zdaj gremo 3 korake naprej. Se pravi, sodelujemo in se moramo ob tem zahvaliti recimo tudi SLS-u predvsem in tudi Fokusu, kako dobro sodelujemo tudi v tej ekipi, mi pomagajo in seveda se trudim tudi jaz, recimo danes grem v Litijo SLS-ovmu našemu kandidatu pomagati, kot da tukaj ni problema in mislim, da če držimo skupaj, smo močnejši. Zdaj pa moramo tudi ljudem povedati, da ste pravi
pravi svetovljan. V bistvu vašo kariero ste gradili tudi na Ministrstvu za zunanje zadeve, bili ste veleposlanik na Kitajskem. Ne veleposlanik, odpravnik poslov, potem Odpravnik pa. poslov. Tako, ja. No, in recimo, kako se ta mednarodni vidik vašega dela v karieri prepleta z zdaj, ko ste poslanec? Kako lahko te izkušnje v bistvu komponirate v delo poslanca in kako vam je to prišlo vse prav? Ja, kar se tiče mednarodnih izkušenj, jaz mislim, to mi je že oče, ki je pokojni rekel, fantje, pojdite v svet, da boste videli, kako ljudje živijo. Dejansko so nekatere stvari nek model, ki ni nujno najboljši. Recimo Kitajci, na Kitajskem, kjer sem bil 4 leta in pol, sem se naučil, da prvič, da moraš biti samozavesten, po drugi strani pa zelo vztrajen. Oni so izredno vztrajni in sledijo tistmu, kar hočejo. Po drugi strani pa tudi so neke obče vse človeške vrednote, da če si ti do nekoga dober, ti praviloma vrača z dobroto. In če jaz sem imel zelo dobre izkušnje, so me tudi Kitajci zelo sprejeli, seveda pa sem spoštoval njihovo kulturo in mislim, da je to zelo pomembno, da tam, kjer si, če prideš na obisk, spoštuješ, če ti dajo copate, ne boš šel v čevljih, če pa reče v čevljih. Mislim, to so te malenkosti, ki so zelo pomembne. Je pa v poslanskem delu zagotovo pomembno, jaz sem bil tudi vodja delegacije za NATO prej in mislim, da tam v teh kontaktih z tujci je šteje seveda razgledanost, šteje pa tudi srčna kultura. In te nam pogosto manjka in v Sloveniji vidim, da nam manjka tega sprejemanja drugačnosti. Vsi govorimo, da je fino, če si odprt, široka, po drugi strani smo pa zelo ozki dostikrat. Zdaj, če boste nadaljevali kot poslanec, boste verjetno obdržali enake odbore, enake interese, kar se tiče poslanskega dela, ali razmišljate še kaj širše? Ja, zdaj, jaz, ko sem bil začetnik, se pravi pred 4 leti, so mi pač povedali, boš delal to in ena od teh stvari, ki seveda ni bila moja želja, je bila zagotovo tudi vodenje Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Zdaj, tukaj ne rečem, da se nisem veliko naučil, ampak dejstvo je, da sem jaz delal v svojem življenju poleg raziskovanja tudi v 5 različnih ministrstvih. Začel sem po fakulteti, ko sem bil asistent na fakulteti za mikrobiologijo, sem bil na kmetijskem ministrstvu, potem sem šel na Urad za Slovence, od tam na TIPO, se pravi tuje investicije in promocijo, pa v diplomacijo. Nazaj sem bil tudi državni sekretar za obrambo, kot da to mi je poznano. Je pa mislim, da na vodilnih mestih je bolj pomembno, ali pa recimo, ko odločaš, da znaš prisluhniti tistim, ki so stroka. In stroke se v tem mandatu ni dovolj spoštovali. Stroka ve, seveda je pa treba odločiti med različnimi detajli. Zdaj, če se navežem na vašo Kitajsko, to velikokrat omenite in je zabavna zadeva. Tja ste šli s koliko otroci? Ko sem se prijavil na mesto ekonomskega svetovalca na Kitajsko, sem imel 2 hčerki in sicer eno 2 leti staro, drugo pa 2 dni. Prišel sem nazaj 4 otroci, se pravi 2 sta se rodila v Pekingu. Tudi imate včasih jih profesori zdaj, ki napišeta mesto rojstva Peking, si pokličajo, pa ste se kaj zafrkavali, pa to. Ja, potem sta pa še 2 prišli, ko sem prišel že nazaj. Ja. Kaj pa se je zgodilo v San Franciscu? Ja, jaz sem potoval po Ameriki in se pravi, nekje 2 meseca in sem najprej v San Franciscu se z avtom od bratranca zaletel eno Kanadčanko. Sem sestro pospremil na letališče, ker je imela še en izpit, je študirala farmacijo. Jaz sem pa čakal na ta avto in sta me v Golden Gate Parku, to je v čisto samem centru mesta, napadla 2 črnca, sta me oropala, vzela sta mi dokumente, potni list, fotoaparat, vse. In jaz sem šel v bolnico z zlomljenim nosom in zobmi,
in sem srečal tam eno belgijsko Slovenko. Je rekla, od kje si, po angleško, in se rekel iz Jugoslavije, to je bila še Jugoslavija, in z katerega dela, in se rekel iz Slovenije, pa rekla, jaz tudi. No, in je rekla, da sem imel ušesa do tukaj, mislim, da usta do tukaj, do ušes. Potem pa sva klicala na ambasado in so me vprašali, ker sem povedal, kaj vse je bilo, a šta da ti pomognemo drug žakelju. Skratka, tam, kjer so avto popravljali, so potem očitno so odvrgli potni list in sem imel noter v potnem listu v jugoslovanskem še tisto vizitko od tega popravljalnice, tako da potni list sem dobil. In ker sta mi ta dva črnca ukradla čeke, sem unovčil potem tudi tiste čeke, kot da sem imel še, mislim, da je $350, da sem se z zakasnitvijo vrnil domov. Sem pa od San Francisco do St. Paula pelal ta avto v skoraj 2 dneh sem 3300 kilometrov naredil, spal v avtu in tako da je bilo zanimivo. Zdaj, če se navežem na to, bi lahko rekli, mislim, tako malo nas je teh Slovencev, ne, ampak mi smo po svetu zelo dobro prerasporejeni, pa vedno ga srečaš, ne? Ali na tem letališču, lahko je Bližnji vzhod, kjerkoli nekega Slovenca se najde. Se lahko strinjate, kakšno naključje tudi, da vam je nekdo pomagal v San Franciscu, ne? Ja, to je res, jaz sicer pravim temu tudi božja previdnost, a ne, ker če ga bi preveč lomil, bi verjetno srečal kakšnega Pakistanca. Ampak ljudje radi pomagajo, drži, in Slovence srečaš res povsod in praviloma. In to je dobra lastnost Slovencev, da ko se dobimo, v tujini smo vsi prijatelji. Janez, jaz se ti najlepše zahvaljujem za tale pogovor, izjemno zanimivo, tako da upam, da so naši poslušalci, gledalci te spoznali še iz drugih zornih kotov. Zdaj pa na koncu vedno vsakega vprašam, kam gre ta naša skupna lista v... Akcijo. Hvala lepa. Hvala ti, ja.